Gledate informativno oddajo 7, ki jo vodi Anja Šircelj. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, pozdravljeni v naši prvonovembrski informativni oddaji. Tokrat bomo začeli z žalnimi slovesnostmi, ki so potekale in potekajo v dneh, ko se spominjamo naših preminulih. Začnimo pa na lokah. V počastitev dneva mrtvih so se v petek 25. oktobra pri spomeniku padlih za domovino na Lokah pri Zagorju zbrali krajani Kisovca in Lok. V spomin na krajane, ki so življenje izgubili v času druge svetovne vojne, je ob izvajanju žalostinke pihalnega orkestra SVJ Zagorje venec k obeležju položil župan občine Zagorje ob Savi Matjaž Švagan v spremstvu ministra za javno upravo Rudija Medveda, predstavnikov Združenja za vrednote NOB in veteranskih organizacij Vojne za Slovenijo. Žrtvam v spomin so nastopili tudi pevci rudarskega pevskega zbora Loški glas. Predsednik krajevne skupnosti Kisovec Loke Marjan Kovač je v svojem govoru osvetlil pomen žrtev za današnje rodove. Predsednik krajevnega odbora Združenja za vrednote NOB Janez Krznar pa se je zahvalil nastopajočim, med drugim tudi mladim recitatorjem z osnovne šole Toneta Okrogarja, podružnične šole Kisovec. V občini Zagorje ob Savi so žalne slovesnosti potekale tudi na Zagorskem pokopališču, na Mlinšah in v Orehovici. V ponedeljek je na Trboveljskem pokopališču v Gaberskem potekala komemoracijska slovesnost pred dnevom spomina na mrtve, na kateri je prisotne nagovorila podžupanja občine Trbovlje Maja Krajnik. Na prireditvi sta sodelovala tudi moški pevski zbor Zarja in delavska godbena pihala. K centralnem spomeniku so venec položili člani policijskega veteranskega društva Sever Zasavje. Konec oktobra in prvi dnevi novembra so tisti, ki nas hote ali ne hote spomnijo, da je tu dan spomina na mrtve. Pokopališča so razsvetljena s svečami raznoraznih velikosti in barv, v tem času pa je prisotna tudi fundacija Svečka z vsakoletno akcijo Manj svečk za manj grobov. V letošnjem prazničnem obdobju akcija poteka od 26. oktobra pa do 3. novembra. Več o tem smo spregovorili s soustanoviteljem omenjene fundacije Primožem Jelševarjem. Ja, to je že 11. akcija, ki se je začela tukaj v Zagorju. Kot vsako leto, tudi letos zbiramo za prostovoljne prispevke v 1. novembru in vsa sredstva so namenjena lokalnim potrebam, to pomeni za zdravstveno-tehnične pripomočke, za zdravljenje bolnih in tudi kakšnih takšnih za recimo preprečevanje kakšnih smrti, tako da akcija kar dobro poteka tudi letos. V katerih občinah pa ste letos prisotni? Ja, letos je 20 občin, jih je kar veliko, poleg tradicionalnega Zasavja, imamo tudi nekaj novih, večjih, recimo v okolice Celja, tako Šentjur, Vojnik, potem imamo Gorenjsko pokrito, Škofjo Loko in okrog celo Koper, okrog Ljubljane imamo nekaj novih, pa te tradicionalne, to pomeni Litija z okolico, Šmartno, Sava, potem Domžale, Murska Sobota, Maribor, Celje, veliko jih je v bistvu, tako da imamo kar tako močno delo v koordinaciji, da vse skupaj sploh peljemo. Številke postajajo prav impozantne. V vsem tem obsegu je pa prisotnih koliko prostovoljcev, približno številka? To je kar težko, mi smo jih približno, tistih, ki smo jih evidentirali, našteli okrog 500, tako da ta sama koordinacija, jaz moram res pohvaliti lokalne koordinatorje, 20 jih je, ki so res z dušo in srcem v tej akciji. Jaz moram reči, da smo kar ena taka družina postali, kajti to delo z 500 prostovoljci in več ni to tako eno popoldne, to je celomesečna priprava, veliko težav, veliko sprememb in ko človek vidi, ko zaenkrat vse to zalaufa, smo kar veseli, da smo vzbudili eno gibanje, eno tako vse slovensko gibanje. Sredstva, ki se bodo zbrala v zasavskih občinah, zakaj konkretno so namenjena? Ja, v Zagorju zbiramo za gasilce in sicer za reševalno opremo v poplavah. Vemo, da v zadnjih nekaj letih so pač te podnebne spremembe nas tudi prizadele na ta način, da nikomu ni prizanešeno, kar se tiče recimo samih poplav. Vemo, da je non-stop ene in
iste ljudi zaliva, bom tako rekel, ne. In ta reševalna oprema za gasilce vsekakor bo imela možnost, da bojo gasilci na večjih koncih naenkrat črpali in hkrati, bom rekel, tudi čistili te okolice, ne. Potrebno bo tudi sicer še kaj drugega tukaj narediti zraven, da bomo te vodotoke urejali. V Trbovljah namenjamo tudi gasilcem, in sicer za komplete prve pomoči. Vemo, da gasilci so večkrat prvi na tistih mestih, ko pride do kakšnih nesreč, in zato lahko tudi to prvo pomoč nudijo, jasno, če so pravilno usposobljeni, tako da ti kompleti bojo sigurno zelo, zelo prav prišli, bomo pa opremili, če se bo le dalo čim večje število gasilcev. No, v Hrastniku pa zdravstveni dom Hrastnik letos zbira za pripomočke za fizioterapijo, to bojo neki laserske sodobni stroji, ki bojo tudi starejšim omogočali hitrejše okrevanje po raznih poškodbah. V petek, 25. oktobra, so slovesno odprli energetsko uspešno sanirano splošno bolnišnico Trbovlje. Stroški sanacije bolnišnice, pediatrije in upravne stavbe znašajo 2 milijona 400 tisoč evrov. Po krajšem kulturnem programu sta trak prerezala minister za zdravje Aleš Šabeder in direktorica bolnišnice doktorica Romana Martinčič. V bistvu smo imeli dve investiciji v splošno bolnišnico Trbovlje. Ena je energetska sanacija, kjer je ministrstvo prispevalo 1,4 milijona, dodatnih 600 tisoč evrov sredstev smo pridobili iz evropskih sredstev, preostanek investicije pa zagotovila bolnišnica. Druga pomembna investicija je bil pa nov rentgenski aparat, kjer je ministrstvo investiralo nekaj čez 400 tisoč evrov, ravno kar pa poteka tudi prenova bolnišnične lekarne, ki bo predvidoma zaključena tudi v letošnjem letu, tako to je pa tretja velika in pa pomembna investicija ministrstva v bolnišnico Trbovlje. Gre za eno najmanjših bolnišnic, kaj zdaj ta opremljenost pomeni v nekem širšem slovenskem prostoru? Zagotovo drži, da je bolnišnica Trbovlje ena izmed manjših bolnišnic, ampak glede na regijski prostor, ki ga pokriva, je pravzaprav najpomembnejša ali pa, če temu rečemo, edina zdravstvena ustanova med Celjem in pa Ljubljano. Izvaja tudi kar veliko pomembnih vrst zdravstvenih storitev, zato je seveda investicija svoja investicija v bolnišnico Trbovlje, ne glede na njeno velikost, zelo pomembna. Izguba iz preteklih let še ni popolnoma sanirana. Trudimo se v tej smeri, kajti poslovna sanacija poteka že drugo leto in lahko zdaj imamo oceno poslovnega rezultata izida za prvih 9 mesecev. Povem, da imamo še vedno 100 tisoč evrov izgube po 9 ocenah. Prizadevamo si in upamo, da bomo do konca leta izravnali. Je pa seveda težko. Nekako se obnašamo samo regulativno, se pravi projekte, ki so bili nekako prioritetni ali pa sprejeti v razvojni načrt, smo izpeljali, manj pa mogoče v teh 2 letih investirali v opremo. To nas čaka v prihodnjih letih, kar precej opreme nameravamo nabaviti v prihodnjih letih. Hkrati so v uporabo predali še eno pridobitev, nov rentgenski aparat. Dogodka so se udeležili tudi predstavniki Transparency International Slovenija. Lani novembra je namreč splošna bolnišnica Trbovlje podpisala pakt integritete, preventivni protikorupcijski mehanizem, ki ga je razvila nevladna in neprofitna organizacija s statusom v javnem interesu Transparency International Slovenija. Je seveda ključno, da projekt zasleduje cilje, zaradi katerih je bil izveden. Na eni strani zaradi prihrankov, na drugi strani pa tudi zaradi ugodnega počutja zaposlenih in pacientk in pacientov, kar bomo spremljali s anketami kakovosti notranjega okolja še nekaj časa. Ob tem moram povedati, da nam je šla bolnišnica zelo naproti, hkrati pa ocenjujemo, vsaj zaenkrat, da je bilo tudi sodelovanje z Ministrstvom za zdravje kot tudi izvajalcem sanacije zelo tvorno. Zaradi tega ocenjujemo ta prvi pilot kot zelo uspešen in računamo, da bomo te izkušnje prenesli tudi na drugi projekt, ki pa se prav tako začenja v kratkem, to je energetska sanacija bolnišnice v Novem mestu. V torek popoldne so v prostorih Mladinskega centra Trbovlje člani prostovoljnega gasilskega društva Trbovlje mesto pripravili dogodek z naslovom Požar. Temeljil je na predavanju poveljnika Anžeja Štiharja o požarni preventivni v domačem okolju, predstavitvi društva in prikazu uporabe gasilnikov. Te so lahko zunaj obiskovalci tudi preizkusili.
poveljnika Štiharja smo vprašali, s kakšnimi situacijami se največkrat srečujejo na intervencijah. Ja, prihaja do različnih situacij, požari, predvsem kontejnerjev, stanovanjski požari, kakšna pozabila hrana, prometne nesreče, požari zabojnikov za smeti. Prihaja pa tudi do reševanja iz dvigal, pomoč reševalcem pri prenosu obolelih oseb pa odpirajo vrata v teh situacijah. In kakšna je pravzaprav tista največja problematika? Je to dostop do same stavbe, dostop do stanovanj, do ponesrečencev? Ja, dostop do več stanovanjskih stavb je kar otežen, sploh s kakšnimi večjimi vozili. Velikokrat pa pride tudi do situacij, ko je otežen dostop zaradi, so zaprta vrata v stanovanjih, se išče točna lokacija in pa podobno. Že v predavanju ste omenili, kakšne preventivne ukrepe naj občani sami že postorijo. Kaj bi še morda dodali, kaj bi svetovali, da morda tiste začetne faze požara lahko ustavijo? Ja, najprej se moramo vsi zavedati, da lahko za varnost naredimo največ sami pri sebi, tudi doma. Potem na pomoč smo tudi obsežni občanom, če ima kdorkoli kakršnokoli vprašanje, lahko pomagamo, tudi brezplačno svetujemo za te stvari, pa da se ljudje udeležujejo dogodkov, tudi prikazov gašenja, ker lahko res v nekih nadzorovanih situacijah poskusijo, da pol ni tistega straha, če do česa res pridemo. Če pa do česa pride, kako postopati? Če lahko varno, brez nevarnosti zase in druge pogasijo požar, lahko to storijo sami, drugače pa klic na številko 112, kjer lahko potem povejo, kaj se je zgodilo. Operater na centru za obveščanje bo pa poskrbel, da bo prišla tudi pravilna pa pravočasna pomoč. Prostovoljno gasilsko društvo Trbovlje mesto je društvo 5. kategorije s 147 člani in 51 operativci. V njem je od letošnjega leta, ko se je ukinil Gasilski zavod Trbovlje, zaposlenih 9 poklicnih gasilcev, ki predstavljajo poklicno jedro. So tudi društvo širšega pomena, saj na področju občin Trbovlje, Zagorje ob Savi in Hrastnik posredujejo pri prometnih nesrečah, nesrečah v in na vodi ter nesrečah z nevarnimi snovmi. V soboto zvečer se je dvorana Kulturnega društva Svoboda Kisovec prelevila v kinodvorano. Na sporedu so bili 3 filmi zagorskega filmskega ustvarjalca in našega sodelavca Gorana Ajtiča. Pred vrhuncem sta bila na sporedu 2 kratka filma z naslovom Obiskovalec in Nočna mora. Sledila pa je predpremiera prvega igranega filma, v katerem je uporabil dialoge, kar dodaja filmu še posebno težo. Prva 2 filma sta starejšega datuma, vendar ne tako grozno stara, in se pogledujeta z eksperimentom v filmu, v igranem filmu. Ja, danes smo videli 3 projekte, 3 filme. Prve 2 to sta bila The Visitor, Obiskovalec in pa The Nightmare, Nočna mora, sta iz leta 2015 in sta še iz obdobja, ko sem se nekako bolj ukvarjal z nemim filmom, tako imenovano, kot si sam omenil, z eksperimentalnim, kjer podoba in glasba igrajo glavno vlogo, poleg igralcev. Tretji film Zarota iz leta 2019, ki pa je najnovejši, najbolj sveži, pa je tisti, ki je nekako prvič, da sem rokoval s HD tehniko, da ni nič več snemano v mini DV, tako kot so bili eksperimentalni, in seveda tudi je film z dialogi, kar tudi že zelo dolgo nisem storil. In ta film Zarota, ki govori nekako o mafijski oziroma zasebni zaroti in imamo tudi zaroto znotraj zarote in tako dalje, je malce, bomo rekli, vsebinsko mogoče malce zahteven, vsekakor pa film, ki je vreden večkratnega ogleda, ne samo enega. Malce pa se tudi dotakne kritičnih območij, ali je mogoče celo mafija oziroma so iluminati na slovenskih tleh ali niso. Čeravno gre za zelo osebno zgodbo, niso sedaj iluminati in mafija glavna vloga, ampak tudi se nekaj omeni v filmu. Kakšni so pa nadaljni projekti? Ja, projekti so seveda, kot pri vsakem ustvarjalcu, še zelo veliki, bova rekla upajoči celo. Lepo bi bilo, da bi se kmalu realiziral tudi celovečerec, s katero idejo se že poigravam. Idej je za več celovečercev, pa vendar gremo po vrsti. Celovečerec je nekako
pač zamišljen, pa marsikaj bo treba še dodelati, marsikaj se tudi drugače bo rekla lotiti, da bo celovečerec resno tako na nivoju, kot sem si ga pač zamislil, ampak upam, da tudi nekega dne. Vsekakor se dela že na scenariju in na ideji. Vendar pa to ni bila prva predstavitev Goranovih filmov. Projekcije so mu omogočili že prej v podjetju EVJ Elektroprom, v Kinodvoru, večkrat je sodeloval na festivalu neodvisnega filma, gostoval pa je tudi v Krmelju in v Trbovljah. Prišli smo do konca informativne oddaje, ki se je letos uvrstila po dnevu reformacije in na dan spomina na mrtve oziroma dan vseh svetih. Zahvaljujemo se vam za pozornost in vam želimo vse dobro do prihodnjič. Nasvidenje.